Če se uči delati dobro, Bog velikodušno odpusti vse grehe. Ne odpusti pa hinavščine, hlinjenja svetosti. Tako se glasi poudarek iz homilije papeža Frančiška med današnjo jutranjo mašo v kapeli doma svete Marte. Lažni svetniki so tisti, ki jih tudi pred nebesi skrbi, da bi ustvarili videz, da so več kot so. Posvečeni grešniki pa so tisti, ki so se navkljub storjenemu zlu naučili delati večje dobro. Nikoli ni bilo nobenega dvoma o tem, komu da prednost Gospod. Sveti oče je svoje premišljevanje utemeljil na odlomku iz knjige preroka Izaija. Prerokove besede so istočasno imperativ in povabilo, ki prihaja neposredno od Boga. Nehajte delati hudo, učite se delati dobro. In sicer tako, da branite sirote in vdove, kar pomeni tiste, ki se jih nihče ne spomni. Med temi so tudi zapuščeni ostareli, otroci, ki ne hodijo v šolo, ali tisti, ki se ne znajo pokrižati. Za imperativom in za povabilom pa je v bistvu večen poziv k spreobrnjenju. Spreobrnem se tako, da se učim delati dobro. Spreobrnjenje. Umazanije srca ni mogoče odstraniti, kot se odstrani madež. Gremo v čistilnico in se vrnemo čisti. Odstrani se tako, da se dela, da se izbere drugačno pot, pot, ki ni pot zla. Učite se delati dobro, to pomeni pot delanja dobrega. In kako delam dobro, se je na to vprašal papež. Preprosto je. Iščite pravico, pomagajte zatiranemu, prisojajte pravico siroti, branite pravdo vdove. Sveti oče je spomnil, da so bile sirote in vdove v Izraelu tisti, ki so bili najbolj ubogi. Pojdite tja, kjer so rane človeštva, kjer je veliko bolečine. Tako, z delanjem dobrega, boš umil svoje srce.